A veš, ne, 1 in 1 data 2 in 4 je 4 in potem daš in še obrneš in imaš 42. Čakaj, da vidim zdaj, a dela, vidim. Tako da smo v sobi 42. Malo bližje. Ja, seveda, sem se mogel naštimati, preštimati. Zaštiman, nočem se. Zdaj nisem to hotel. Se opravičujem za preklinjanje. Ja, ne se moram to še dviga. Seveda. To je super. To je vredno. Pusti. Jaz sem ga vtegnil, da tega se premaknil. Vse je pod kontrolom. Ni vse pod kontrolo, ampak dobro. Ja, to je samo... Ali je taka narava stvari? To so samo vaše domneve. Bliže, prijatelj. Bližje. To bližje. Ne moram biti tako blizu. To mi deli petrneli. Okay. Madonna smo glasni. Ali pa ti? Ne, jaz sem čisti. Bližji. Se paš pa spet komjunge. Paš pa govoril, da moram imeti del. Ne, nikoli nisem rekel, da moraš še dal to. Zihar sem rekel, kdaj. Ne. Jaz se spomnim, kaj sem rekel. Če se zasmejiš, da greš malo nazaj. Vidiš, ne moram. Ne moram. Zareš se zdaj na brutal. Ne moram se kratko na ukaz. Kako ne? Zareš se na brutal. Ne gre to tako. Ljudje. Ali da bo eno šalo. No, vidiš, vse je šlo. Ni bilo na brutal. Zdaj sem se dal nazaj. Ni bilo na brutal. Ampak še zmer si daleč od tega, da bi bilo to... Pa sem res danes eno prebral. A si? Ja, ker tip kliče na občino, pa prav, da naj mu eno dobro šalo povejo. A veš, oni pravijo, mi se nimamo klecajta zabavati, mi delamo. Prav tam vam je pa ratala. Tako da ja, lej. Zdaj si sam še malo Mike v Gobček. Tako gor. Ko pada? To, dobre. Ne se pa da nam pozabili potlej. Pa še tako pust. Drage gledalke, sem hotel reči, tega še ni. Čeprav, zdaj bo mogoče, če bi eno kamero kele dal na našo moje levo, zdijo v desno, bi lepo zgledali, ker smo namreč v studiu številka 1:4. 1:4 in kot sem že razložil, ne vem, če je bilo prej, ne, da 1 in 1 je 2 in 4 je 4 in potem daš 4, preneseš naprej in je 42. Ta matematika mi je Ja. To je legit. V bistvu z dosti telovadbe se da do vsake številke. Ne, ampak to je legit. To je, mislim, vprašanje matematike, ne preverjati. Vse veš, to tiska pol z Biblije, preverjajo, seštevajo strani, pa odštevajo. Kam naj dam čigumi? Toliko cajta drkaš, dokler ne dobiš tisto, kar hočeš. Tukaj sploh nisem se toliko nekako rekel neki mentalne telovadbe delo. 1 je, koliko? 1 plus 1 je? 2, ne. 4 daš pred dvojko, pa je 42. Narejen. Tako da v glavnem, smo skoraj v studiu 42, pravi to studio 114. Gosti nas kot ponovadi Sportradar, tokrat testiramo eno od sejnih sob. Zvočno kuliso sejne sobe. Ja, ker prejšnji let smo bili v učilnici. Tako. Zdaj pa probavamo na malo manjših prostorih, da vidimo, kako se sliši. Malo bolj udobnih prostorih, če se... Ja, bomo veseli feedbacka. Ja. Jaz moram pa čigumi zdaj oddati. Čak samo malo duct tape. Jo. Kaj češ, da če gumi... Pa in ti kar pa tudi je itak za srajco. Za srajco, pa za lepo srajco novo. Rešil. Sreča. No, dobro. Prav slišim, kadar sem predelč od Majka. Začutiš? Ga slišiš, kje prime? To se temu reče zvočna dinamika, ali kako že v fohu? Dinamika, ja. Temu se reče Mike grize, koliko je rekel Dornik Zanč, tle moraš en prst stran, maksimum 2. Dobro, on je mi govoril za 5. Vse isto za govor, še bolj. Zdaj sem čisto noter. Dobro, da si. Ja. Ja, no, tako, v glavnem, kar v redu je, ne? Ne se zdi dobro. Ja, res je tako, pogovoren plec je tako. Ja, se ti pravim, sam še kamero. Ja. Lahko bi jo. Sam pa se moramo, pa ne smemo trenerk prijeti. Ne, kaj pa če bi naredili, pazi ali to, pa moramo trenerk za podpornike na našem Discordu, da imajo live stream, kaj je live, pa to ugasnemo, da ni sploh posnet.
Ne, pa pol daš, vržeš gor, ne. Pač live je live, pa vržeš gor. Ne, ker pa treba trenerki prijeti. Sej katamo nič več, ne, tako da audio je tam, v redu. Edin to, kar pa bi mogel še loviti na... Sej ne katamo tok, ne. Pač, jaz bi dal kar posnetek iz... še najboljš. Kaj pa se ne ujemala, veš, če ti kaj po katu tam, ne, pa se boš mogel... Pa se katam skoraj nič, ne. Ker smo odpustili montažere, ker nisem tako podanten, kot on. Zanč mi je pisal, če prišel nazaj. Ne vem, če bi to, mislim... Lahko se na koncu pogovorimo. Koliko plača? To je zdaj vprašanje. Če še pred dva prijatelja pripele. Ni piramidni sistem. Mislim, da hoče on dobiti reference, čeprav ne vem, zakaj bi dobil reference, se jih že ima, se je zmontiral, ne vem, kdaj smo ga odpustili, 170 epizod, ne? A veš, ne? Da bi šel v LDGD montirati. Čeprav tam ni problem montaža, tam je problem input. Input, tehnika. Tehnika, ja. Ne se imajo nove majke, nimajo. Sam eni govorci so bolj, kako bi rekel, s srcem pri mikrofonu kot drugi. Eni so bolj tako. Ja, ne vejo teh nekaj. Štefica je pa, a veš, Štefica se vidi od fohane. Je pa od fohane, ona pa ve. Ne vejo ta moment, mogoče Ben ni rekel, ne ta z kok. Pengovski jezik rekel to. Ja, veš, koliko čevljev. Čevljev, ni to dva prsta. Vse vem, kjecam se. Ne, še manj. Jaz bi bil zadovoljen sam z enim. Inč. Da se mora več dobiti v živo. Uživo, da jih... Maksimalno palec stran. Maksimalno. Da Pengovski v živo maha in tul. Bej zdrav! Ja, pa se zanj so bili v živo, pa je naš prijatelj Luka komentiral, da tudi v živo je bilo porazno. Tako da... Pol pa. Reč, Luka, pridi na piknik, pa jim povej. Ne? Kogač mu drugega reči. Oziroma se zdaj bo slišal. Ja, kaj ga nas redno poslušajo. Nekaj sem... Kva? Ne, kaj si? Nekaj... Si začutil? Začutil sem dinamiko zvoka. Mogoče se sam kabeloma premaknil, ker sem vas slišal v bistvu stereo, levo in desno je šlo. Zvok je potoval iz mojega desnega ušesa v levega. Kar je bilo malo čudno. Ker je malo prekinjalo mestno. Zdaj spet. Pejmo toga. Kva? Ali me bo kap? No, upam, da ne. Jaz tudi, ampak ne. Ali ti znaš ne? Jaz znam pa Šambrajla Kadajman. Zdaj nekaj ne vam meče. Veš, kaj se dogaja? Baterije crkuje. Tako da hitro začnimo, ali ne? Hitro začnimo, dobro. Upajmo čez. Kje smo? Evo, vidiš, ali me bo pa kap, no, nekaj od tega bo. Ali bo baterija za zamena, ali bo pa meni baterija crkala. Tako da... Ne klič hudiča. Ne bom potrkam na... A ti niso glih zdaj vsi zdravga cel teden v ušil? Takrat je najhujš verjetno. In zdaj, da te pobere, pa se to bi bil pa res prav malo... Izidite ironik, ne, kot pesem pravi. Kot pesnica poje. Tako. Mater, to bilo res grozno. Slavko, tudi v tem letu smo se spomnili na te. Tako, si z nami in srečnega pozdravga. Ja, ne povemo, nimamo pojma o statistiki za začetnike, moramo še prebrati, ampak kupite jo tudi vi in preberite. Smo pa na 8 minuti. Zdaj pa avizo. Ja, zdravo štoparke in štopari. To je podcast, v katerem boste izvedeli, koliko cest je treba prehoditi. Preden izveste odgovor na vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem. Namreč, če prehodite eno cesto na dan, boste za odgovor potrebovali 6 tednov, da boste prehodili ravno toliko cest, kot je potrebno. Je pa v resnici problem nekje drugje. Zdi se, da v resnici nikoli nismo zvedeli, kaj je vprašanje. Kljub temu pa mi smo še vedno Aljo, peli in zi. Mislim, aj pa je treba vedeti, čez kjere ceste greš? Pa kje se začne cesta, ena ali pa druga? To mene zanima, veš? Zdaj le kle nekdo, bo rekla, do nekdo BTC bi že mogel vedeti odgovor na vprašanje. A veš, a je ulica tudi cesta, ne?
Ja, sej ne Ali vem, cesta je ali ulica? so ulice ceste ali mora biti cesta, ne? A je tako, da ima v imenu Da je cesta? Celovška cesta. Celovška cesta, ne. Ja, ne, mislim, Ali je da dosti Gorozdova ulica? Ja. Ne, recimo. A greš, Mislim, zdaj greš v to. Kneza Koclja je ulica, veš? Ne. A je Kneza Koclja? V Šiški. Ja, vem, ja, to Ja. ja, ampak a je Kneza Koclja, je sam Kneza Koclja? Ulica je. Ulica Kneza Ulica je. Koclja. Ne, ampak ni Sam ni cesta, veš? Ja, Za Knez Kocl bi si zaslužil malo več, po mojem. A misliš, da ni tudi cesta Gorazd. mišljen kot, ne vem, neka dovozna, odvozna, prevozna pot? Mislim, da je Ja. avtor mislil... Ja. Pa imaš pa tukaj še peš poti. Ja. Kaj pa še une, ki so, ne vem, na gorlah. Ne, to ni cesta. Ne? Cesta je namenjena, po mojem, za neka Ja, za se ulica motorna tudi, Čak, čak, se po čak, ulici zdaj se tudi peleš. Ne Ja, more. sej, zato pravim, da ne Ja, kaj da pa ulica kolovoz? moraš te- Kolovozu se tudi peš. Motorna vozila prednost. Ne, pa Ja, po zato, kolovozu se, opa, kolovoz se lahko tudi peleš. Ja, Dajmo- ampak ni ne asfaltiran. Ja, ni in Ja. lahko se peleš. Mislim, slabo. A greš lahko peš? Ja, Slabo. Je pa Bolj- tudi odgovor nekaj prida. Ne? Mislim, da se slabo peleš. Je, ne, ampak Ja. lahko se pa bolj z užitkom peleš, recimo po kakšni kolovozu, kot po, Sam- recimo po zdaj po voznici, ki so začeli ritne. Ja, pazi to, gozdna pot, kjer se je blagodejno za kolena veliko bolj kot na makadamski cesti ali pa na avtocesti. Ne? Še A veš? posebej zdaj, ker so. Še posebej zdaj, ker ne. Ja, se vsi vemo, ne? Ja, Vsi veste. Vsi veste. Se boste. Ne. A veš, tam v bistvu nimaš nobenih problemov z bolečino telesa in lahko razmišljaš o stvarih duha. Ne. Tudi ne razmišljaš o drugih dejavnikih, ki te motijo. Da skozi en kaže fakča, pa preklinjate. Kaj se slika urino, tam pa ptički. Ne? Ja? Ne, Ptički. tam ti je pa kmet neki postavil, če smečka na rob zapeljal, Dobro, si že no. udaril, Zdaj- zdaj zdaj si si- že prekleparil. To so zdaj robni Ma ti primeri. si še ne. zmeraj z avtom v Ja, imel sem peš. Vina sem A peš. veš, peš ali pa z biciklom. Koliko cest mora prehoditi človeka, veš? ja. Ne? Ja. Benti. Ti je ta. Sam z avtom se vozil okrog. Neč ne bi šel okrog. Ja. Malo. To je zato, da uničim to okolje. ali nekaj. Kaj bi Greta rekla? A? Kaj bi Greta rekla? na Ne to? vem. Zakaj? 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 Greta. Aljo! Greti so ukradli otroštvo, rodila se je v najsrečnejši državi na svetu, pa so ji ukradli otroštvo. Ja, Imamo tudi otroke na svetu, ne boste verjeli, ki imajo bolj ukradeno otroštvo, kot ga je imela Greta. Milijon, ampak je To pa je res. Mislim, Ma da pa gre v point. večje številke. Ja. Ampak sigurno, sigurno. Ma prav, Sigurno ima prav. Je pa tole, njena PR-ovka je pa to malo nespretno, bi rekel. Ne? Ja, imaš prav. Milijone in milijarde Sej. otroke, ki imajo bolj ukradeno otroštvo. Saj Pa, mislim, pa, da je mi, pa smo vsi mi tega mal krivi. Ne? Ja, seveda. Ne. Nosimo Ja. svoj del odgovornosti. Ne. Z vsakim tankom Sej- dizla več. Kaj? Se gre za to, da se Z zavemo. vsakim ne. tankom ali tankom dizla? Z vsakim Aj- tankom In in tankom dizla. In, tankom vejca, tankom dizel. Pazi to, okej, pazi to. okej, In z ja. vsakim tankerjem, ki ga naročiš z Kitajske, se ga ne celega, sam, a veš. Seveda je Ne štiri prčkarije, neko je to pocen. Un mazut pa. Ja, Ja. Ja, ok, dobro. Kje smo bili, ali peli zid, to tle. To, ja, to. Okay. Hvala za vso podporo vseh, ki ste nas že podprli. Ja, najlepša hvala tudi vsem, ki nas še boste. Največja hvala pa vsem, ki nas poslušate. Hvala za sribe, piksi. gremo pogledat, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Dajmo, spet je bil polovičen poglavje. O ja, se res. Ja, Na pol smo bili. pol smo bili. Polovični. Bila sta, parjahala sta, ne? Mhm. Ta je bila lepa, parjahala sta. Parjahala sta, ja. Ford se je šel neki zmeniti z unim pevačem. Tako. Naročila sta per, ki je bil dober, pa vse je bilo dobro. V bistvu. Pa za jesti, ne, tudi Ja. naročila, ne. Sta malo pomalcala, Ja, malo popila. tako. Ford je dal. Sam Ford je pa zunaj na Dorišu videl, pa, ne, da bi se mal bolj v stilu odpeljal, kot je prišel. Ja, Tja, ne bi do spet lokala. jela. Saj ne. Meni se šel to ment, ne? Ja, Se šel to ment. Tako, ja. Za ladjo, ne, rožnato. tako. Ja. Ne. Ja. In pol, to je bilo pa to v bistvu. Ne, pol je pa ugotovil Artur, da nekje je random na zemlji, bla, 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 tam smo končali. Da ne, Tako, ne, da je- ja. Zdaj Zdaj pa to, ja. Zdaj smo pa tukaj, ker smo, ne. Pač pijeta, za šankom sta. Čak, stop, kvarnik. Kar ni Zdaj pa zdaj. daj.
Za šankom sta. To mislim, da nisem veliko pokvaril, to smo že prej izvedeli. Ja, to je res. Sam da nam zdaj. Vsekakor. Tudi v letu, zdaj smo pa že v 4. letu oddajanja. 4 leta, kaj se gremo to? Mislim, ne gremo se 4 leta, ampak v 4. letu. Ja. Vse. Tako da, pustimo, spet sem od bluzu nekam. V glavnem debatirata, ne to, da jih lahko sledita, ampak Arturja skrbi, če sta na ta pravi verjetnostni osi. Ne? Ja, če sta da pravi zemljo. Da sta preletela v bistvu na zemljo. Ne? Ja, na ta pravi, saj na tisto, kamor gre random z unim ptičem. Zato, ker ima Artur imel neke slave izkušnje s temi. Ja, Artur je skozi faleo te zemlje. Skozi jo v bistvu išče, pa ima malo težav. V bistvu se mu nekako v precej primerih se mu izgodilo, da je ni zadev. Ja, ni nikoli še trofil. Ne, smo se sicer pogovarjali, kaj je bilo v uni zemlji, je bilo ime, kaj pa zdaj, pa so bile ene živali, ki so grizle v gležne ali kam že. Tako. In so se s tem sporozumevali, pa glavno mesto je bilo tako da ni obetalno. Ampak celine so bile pa ta prave. Zgledali je vse prav. Celine so bile ta prave, iz vesolja. Veš, kaj pristajaš iz vesolja. Mislim, da veš, še nisem iz vesolja pristajal. Ker je itak ravno, kva ti ni jasno. Ja, ti še nisem. Redki so, ampak dobro. V glavnem smo pa govorili v tem epizodi 161 oziroma 8. poglavje 5. sezone, če koga zanima. Sam ne vem, če smo kaj več to povedali. Razen v teh živaleh, pa v tem, kako je bilo Arturju bed. V glavnem, Arturju je bilo bed in se tega še dobro spomnim, zato je Forda vprašal, kako pa ne. Pa dobro, smo ti sploh razumeli. V bistvu moram povedati, da Ford je pa že bil pri unmu pevaču, pa se je nekaj zmenil in je poslušal. On je poslušal strašno dobro. En komad se res mu je segel v srce. Res mu je segel v srce. Se mu tudi solzice utrnile. Spotoma je sam podal mu štoparca in poiskal zemlja, pretirano neškodljiva. In tukaj se je pa Arturju malo milo storilo. Sta imela oba čustvene momente. It's been emotional. It's been emotional, A veš, da random, hčer zgubil, a veš, pazi to, Ford je hčer zgubil, pol greta z enim govedom v časovni preskok v puščavo, kjer najdete bar in prva stvar, ki je Ford naredi, se gre s pevcem ment malo od ladje, pa naročite eno glasbeno željo. Na službeno kartico. Seveda. Mislim, res ga ni zanimalo, res ga niso Arturjeve težave zanimale. Kot se ga nikoli ne po resnici. Bistvo, ja. Kar se tega tiče, je vse normalno. Vse je normalno. In pol Artur že kriči od vesela, ki pove, da random pa prič, pa vse pa to, in malo krič, malo tiši. Ampak kot si že rekel, Ford je pa mal je ganjenje, prav besedo. Artur se zdi, da je dobro ta Heartbreak Hotel odigral. Love Me Tender, tako Love Me Tender pa je Heartbreak. Love Me Tender pa je pevc, mislim, band cel igra Love Me Tender. Da ni bil slab, mislim, tako da je bil kar v redu. Forda je sam zelo močna pijača, še bolj ganila od tega. Tako je. Tista je bila lepa. Že to, da je imel solze v očeh. Da ga je sam zelo, zelo močna pijača. Najbrž. Najbrž. No, pa je bil komada konc, pa je bil pa Heartbreak Hotel. Tako. Ja. Sam pa se je pa tudi spomnil, da mora pa v bistvu oceniti ta lokal. Ja. Da ni zdaj, da je prišel kaj musko poslušati, ampak da je prišel v bistvu v službo. Ja, valjda, ja. Mislim, da lahko stroško praviš, ni v bistvu vse za službo, ampak... V bistvu to je res, ja. Da lahko stroško praviš, glede to, da... Ampak kartica ni veljavna, če ti nisi napisal. On je to zdaj neki pogruntov, kako to, da bo brez sledi se tole iz računa korporacije, da se bo abcugal, ne? Ja, luknjo sistemu je najdo bistvo, ne? Ja. Zelo veliko luknjo sistemu. Mislim, računovodje tam bojo malo nadur delali, kako bojo to v reprezentanco spravili, ker je on zapravo, ne, ampak... Mislim, kar je treba povedati, ker ne vem, a smo že je dal v bistvu za pijačo, pa za hrano, pa še malne petnine za pevca, ne?
Ja, nismo še tam. Ja, se pravim, ne vem, veš. Ne, povedal je v prejšnji epizodi, smo rekli, da je povedal, koliko je, Kellner je povedal, koliko je dal. Smo zato, ker je skapado. Kellner je skapado, ampak zdaj še Arturju razlaga. Artur razlaga, zakaj. Zdaj Arturju razlaga. Ta račun bo treba precej kriti, ja. Ja. Dal za pivo, pa za štručke, pa napitnino za pevca. Ja. In pa ga vprašal, koliko mu je dal, ne? In mu pove. Ja. Ampak pa je Artur reče, da je to v funte, pa v šilinge. Sterlinge. Pound sterling, please. Ja. In pa Ford ne hitro preračuna, pa reče približno, ne vem, toliko, da kupaš Švico. No. In smo šli računati in zdaj ne vemo čisto točen, ker ni podatka. Jaz sem šel vprašati ChatGPT, za koliko denarja človek kupi Švico, pa je rekel, da ne ve povedati. Ali smo za to zgradili? Mislim, točno za take situacije. Saj res. Zakaj je za to? Pa sem šel vprašati Google, ne, alternativno, in Google itak ne ve. Ne. Ker noben še ni kupil Švice? Očitno noben tudi ni hotel kupiti Švice, razen kakšnih hupih frudov, ki so prišli do denara, recimo. Ne, no, ampak sam najbrž bi res neki rabu, ne. A veš, sej tako, kot je Chat odgovoril, ne, da pač kle ni, kle je folk, kle je uno, ne. Mislim, sicer se ti, ki firmo kupaš, tudi v bistvu folk kupaš noter, ne, tako da... Ja? Znam mene v Švicari, ki so točno to naredili, točno v tej firmi. Ja. Švicari? Kako se na te Švicari vlačijo, ne? Ja, zanimivo. No, v glavnem, ja, v bistvu kupaš vse, ne. A veš, če kupaš vse firme, če kupaš vse javno prav, kupaš vse železnice, vse infrastrukturo. Koliko to nanese? Koliko je nula iz ovog? Točno to. No, glavnem, če bruto družbeni proizvod znašel 800 ali pa rečemo 900 milijard, pa da damo še ne 4krat čez. Za 4-kratni promet, koliko je 1000 milijard, to je neki... To je še ful veliko. To je še nekaj druga. Ne se pa, tako smo ugotavljali, da bi jo mogoče bilo boljš napast. A to, ja. To. Jaz sem šel pol tudi gledat. Ja, mislim ne, ampak recimo ne, Amerika da nekako približen tok, ki ima Švica bruto proizvod, da Amerika za vojsko vsak let, ne? Okay. Tako da te stvari nekako vržemo v to, ne? In to je 40% vsega denarja, ki se zmeče za vojsko na svetu. Da, Amerika. Wow. Za skoraj pol. In potem ti, ki še New York Times objavlja, veš, da se Kitajska se oborožuje, veš, pa so tako caplajo, tako v načrta je tam nek napodnu grafa, veš. Kje pa je v načrta od Kitajske na grafu? Kitajci so drugi, no, pa imajo 290 milijard zapravijo za te stvari. Amateri. Tako da ja, bomo dali zapiske za vse, ki jih zanimajo te številke. Verjetno bi bilo bolj, da napadeš Švico. V enem letu valja, da Švica, ki je neutralna, pa nima vojske. To je pa napaka, ne? Švica nima vojske, je velika napaka, ki jo veliko ljudi misli, ja, ampak Švica je nekako, mislim, da je 44, to sem tudi šel nekaj gledati, okoli 40. mesta po military ranku. Tam imajo teritorijalno obrambo. Nekako oni so z vojsko približen tako kot Grčija. Ne? Ja, ampak imajo to, da ljudje pač... Vsi imajo orožje. Vsi imajo orožje doma. Ja, imajo doma in so kot neka teritorijalna obramba. Splošni ljudski odpor, to, ker je imela juga, pa je bilo najbrž slabo. Teritorijalna oblamba če v Švici je v redu, če v Švici je v redu, to je juga. Kdo se je to spomnil? Tam jim tudi teren pomaga, ne, za lažje branje. Za partizansko bojevanje. Udejstvovanje. No, to je bilo Aljetovo izjevo dejstvo. Ja, zdaj smo to razdelali tole vojske. Ampak v glavnem, ja. V vsakem primeru je drago, no. Ali kupaš ali napadeš. Že sam, če greš na perke, je drago plašalo, da bi karkoli drugega Švico počel. Mislim, ja. Da meni 12 € po vrčku ste dolžni. Tudi kofeni poceni. Vse življenje v Švici je pač drago, zato ker je tudi standard drag. Moramo povedati, ker so plače po 5-mestna številka evrov. Ja. Tako. 5, ja, vse sem prav rekel.
No, ne, najbrž kakšne tudi ne, ampak poprečno. Pustimo. No, v glavnem, Artur je pa samo modro prikimal ob tej številki, ker mislim na tem dejstvu, ker so bili časi, ki si je želel, da bi razumel, kaj za Boga je Ford hotel reči, pa tudi časi, tako kot zdaj, ko se mu je zdelo najvarneje, da niti ne poskuša. Ta je bila lepa. Že ugotovo, da je le brez veze. Meni se zdi, da Artur ratuje zmeraj bolj tako skozi vseh 5 knjig, čeprav še nismo na koncu, ampak se mi zdi, da zmeraj bolj ga v nič avtor daje. A veš? No, v bistvu spoznava lekcijo, ki so mu jo v Vogoni odčitali že v prvi knjigi, ne, in to je, da upiranje ne pomaga. V bistvu. Sam, a veš, po drugi strani je pa ta vogonska lekcija pravzaprav zelo pametna v resnici. Mislim, tle pride mislici izpred let in tisočletja nazaj so rekli, da se moraš odločiti, katere stvari, pri katerih stvarih imaš kontrolo, pri katerih ne, in pri tistih, ki nimaš kontrole, upiranje ne pomaga. Mislim, že tako, da že kao recimo Kitajci, oziroma taoisti pa to, da pač moraš iti s tokom naprej. Tako, da čim probaš nekaj proti stvarem oziroma kontrirati, pa se to uporabljajo pač tudi vse borilne veščine vzhodnjaške, da pač upiranje ne pomaga, da moraš energijo izkoristiti. Mislim, predvsem pa to, da je že dal veliko skozi, pa je pač malo že videl sveta. Tako da ga nič več verjetno ne preseneti več. Misleci so tudi nekaj sveta, zato so pač prišli do istih zaključkov. No, v glavnem, ni ga niti malo zmotil. Hisosam šet. Videl je stvari. Ja, no, pa ga pa vprašal, a bo to zdaj dolgo trajalo, ta recenzija, da on napiše, tako je bo, lahnost sanje. In pol pač pove to, ko smo že povedali, v bistvu, da so štručke prav dobre, pivo dobro in mrzlo, kar je pomemben. Krajevno živalstvo, prijetno čudaško, pevec pa najboljši v znanem vesolju. In to je to. Kratko je drnato. In pol je še povedal, da za kritje računa ni treba dosti in to je to. In pritisne enter in je že šlo posel beta. Vtisnem se pa barvan vrne, ki je dobil kartico, se je prebudil iz nezavestnosti in je trepetajoč pride. In je, on je videl ta znesek v njegovi lokalni valuti in njemu je bilo to... Njemu je bilo jasno takoj, kaj mu ga je plunil ven. In pove, da pač, malo se je čuden obnašal tale terminal za preverjanje, da najprej ni hotel pustiti skozi, pa kar naenkrat čudežno je šlo skozi in bum. Očitno sistem dela. Sistem dela, bi hoteli podpisati. In Ford je bil ful vesel. Tole jih bo pa udaril, jebeš Infinitim spet, profanosti spet. Ste opazili, da že zadnjih par epizod nič ne kovnemo, samo avtor kovne. In preklinja. V pičku mater, jaz se tega nam šel. In potem Ford razloži še to, da v bistvu je dobil ta pevc več denarja, kakor mu ga je polkovnik spravil skupaj z vsemi poceni filmi in bla, bla, bla. In to za stvar, ki je zna najbolj, da stopi v baru na oder in zapoje. In še sam se je pogodil, pogodil, ali kako se reče, pogodil, in da je ful srečen zdaj. In da je bilo več, kakor je imel denara kadarkoli v živem življenju. In sem šel pogledat, koliko je imel kralj denara. In ko je umrl leta 1977, je bilo njegovo premoženje ocenjeno na $10 milijonov, kar je zdaj skoraj 40. Rečemo 42, čeprav matematika se čisto izide. Kar ni veliko za kralje rock'n'rolla, ne? Ne. Bi tako rekel, da je wow, to je pa neka nora cifra. Ampak se tudi je kar trošil, ne? To je res, ampak verjetno tudi polkovnik je vzel. Mislim, sigurno, da je. Polkovnik je ful, se ve. A veš, ko greš v lokal svoj, ki ga obiskuješ že od mladosti, pa rečeš, tele pol šanka je mojega.
To je polkovnik lahko reče za večino Las Vegasa, pa ne sam, ker so ga beje tudi Išire, da je bil še v Rinu tu pa naokol. Se je. Tako da, no, v redu. In pol sta v bistvu šla. Tako. Ja, mečken mu je še napitnine vrgu, ne. Ja, pa je rekel, da ni treba. Na moj račun eno. Ja, na moj račun eno. In lepo sta šla ven in mislim, občudovala tisto rožnato mogočna stvar, oziroma Fortijo je, Artur je bilo pričema, če vse en. In že tudi notar je bilo tako, ne, da je bila, veš, sedeži oblečeni v fino krzno ali usnje, ne. In v glavno kontrolno ploščo so bile vdelane velike zlate začetnice IPEP. Meni je to zanimivo, koliko cajta, da Artur je res nasvane. Ne. Recimo, a veš, kaj je Zemljan, ne? Ja. Ne, pa z angleško govorečega področja, ne, ni on zdaj iz, ne vem. Pa vemo, da je človek, ki ima rad rock'n'roll, ki je, ne, a veš, še nekaj po glavi nazaj je on Dire Straits gor metu, ne. Veš, se pravi, da ni bil on, ne vem, da bi bil sam za etno ali pa sam za jazz, da on še v live. No, dobro, ampak še na BBC-ju je delal, ne. Tako da. Še to, ta je res v bistvu skoraj neverjetno, da bi šel ta joke mimo njega, ne. Ampak je. Ampak je. Ajde, recimo, da je bil to zaradi random. Mogoče ena stvar zaradi random, druga pa, da ni povezal, da je nekje Bogu iza nogu na nekem planetu. Mogoče samo podešavalec. To zgodbo, a veš, to zgodbo, da gremo naprej, ne, ki ga je Ford vprašal pevca, ne, če so ga res vesoljci ugrabili, ne. Ja. In je pač rekel, da je šel sam, ne. Ja, prostovoljno. Ja, ne. A veš, to zgodbo o njegovem izginotju in oziroma življenju nekje drugje, ne, itak je urbana legenda, ne vem, na celem svetu. V bistvu ena prvih teorij zarote, ne, če smo natančni. Ne. Verjetno, verjetno. V bistvu še to, ne. Ja. Očitno mu pionirji rock'n'rolla Arturju niso veliko pomenili, ali pa saj kralj mu ni veliko pomenil. Mogoče bi, a veš, ne vem. Ne, a veš, pa pol, ki mu reče, ne. Še kaseto ima kaseto, ne, a veš, ne. Kralj, EP, vse. Ne, a ti je všeč Elvis Presley, ne. A veš, on še celo vpraša, ne, a veš. In Ford odgovori, da pravzaprav mu pa je, ne. A veš, je pa kar v redu, ne. Ja. Nič mu ni jasen. Ne random je ful mislil. Recimo, da je to. On je bil točno to, mislil in hči. Tako, čeprav je pred nekaj tedni šele spoznal, kaj je bilo. Se navezi človek. Ampak sta navezala stik, ne? Tako. Ja, seveda. Že skozi je slabe volje, že odkar je šla. Tako da ja. Nič, pa je pa Ford rekel, da dajmo probati, kako tale strojček poskoči, ali kako že. In je zavriskal, ki je vklopil glavni pogon, in ladja se je pognala k višku, da so jim utrpnila lica. Res je bila poskočila. In tle si predstavljam, veš, tako kot v Men in Black, ne, kjer je agent J tudi povedal, ne, sicer ne da ko ga je vprašal agent K, ga je vprašal, da Elvis is dead. He just went home. Poda pa komad tedna, ki je Promised Land od Elvisa. In pol začne isto ima ta moment, ki ima utrpnega lička. In se rekel, ne, lahko bi bil Heartbreak Hotel, lahko bi bil Love Me Tender, ampak ne, Promised Land je. Promised Land je za tale outro je najboljši. Ja, tako. Get on. Ja, nič. Najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo v baru srečali kralja. In ta kralj je dobil precej večjo napitnino, kot jo bomo mi kdajkoli.
Sicer zdaj, dragi poslušalci, če imate kakšno službeno kartico, probajte presežiti Forda. Ne upate. Ne upate. To bi pa res rad videl. Mogoče se glih pred menjavo službe, pa je še zmeraj imate. Simon, mogoče ti? Ta bi bila res slaba. Pustimo. Mislim, ampak je pa res, da tudi mlađi to naredite, kot svoje. Če bi radi bili v kontaktu z nami, stvari na D so 3, dopisnice, Discord in družabna omrežja. Dopisnice pošiljite na nov naslov Litostrojska 52A, kar je 10, pa 1A manj kot 42, ampak 42 je že za zasedanje. Veš, kako hitro priješ? Ja, se pravim, pa spet totalno malo logično je. 52 minus 10 je 42, A, ker je prva 42. Pa daš v uno enačbo, daš A je 10, pa 42 je tako, bum. Križni račun, bum. Litostrojska. To. Pa cesta je, po kateri ena od teh cest, po katerih hodiš, da priješ do Država. Pa čez Litostrojsko, pa že skoraj na poti. Pa že veš, da odgovor na vprašanje. Vprašanje odkar odgovora. Discord najdete linke na opravicujmo.se, tudi pa družabne omrežja, pa tudi tam. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe. Pikasi. Hvala lepa, čau. Čau. Ti, jaz sem študiral, da mogli mi, če bi hoteli te podpornice ali pa podpornike dobiti, povečati to število. Bi mogli kaj več ponuditi, ker samo ne outtake, ki jih skoraj več ni. Ker ne montiraš več. Ker ne montiram več. Bonus epizode ramo. To ramo neki za pol ali pa neki prej, a veš. Ne vem še kva. Pa neki za vmes, ne vem. Dragi ljudje, povejte, kaj najraje poslušate. Odkar ne pijemo, nam pol od polnoči naprej politični renti nam manjkajo. Čeprav, hočeš reči, da jaz zdaj, ker ne pijem že skoraj ful velik dni. Ne, ful nas manj stvari iz tera vrže, a veš? Se prav trudim, ne da bi... No, ampak se pravim, a smo pa ka Artura, veš, nismo več občutljivi. Malo smo se vdali v sodo. Nismo več občutljivi, ali smo se vdali v sodo, ali pa smo malo priglupi. Gremo s tokom. S tokom gremo, to. Bolj modri smo. No dobro, če boste to slišali v outakih, se vam že iskreno opravičujem. Bomo premislili, kaj bi bilo. Vi pa tudi povejte. Kaj bi imeli? Če so kakšne želje. Želje, ideje mogoče. Lahko nam pošljete kakšno vprašanje, na katere sigurno nimamo odgovor, sam se bomo pa potrudili. Mogoče vam lahko s kakšnimi nasveti, ker sicer ne vem, če vejo pametni, ampak... Bolj slab nasvet kan Ben. Čeprav ne, pizda, ni nujno. Ne, to pa res ni res. Lej, bo pa saj nasvet, no, mislim. Neki. To mogoče ne. Mislim, isti pes je, a nas pokličajo ali pa Blaža pokličajo, ne? Kdo je Blaž? Ne, Cnej. Vedeževalc Blaž. Smo predvsej Cnej, Kot je Peli rekel. Mislim, odvisen, ne? Odgovor ima pa približen isto vrednost. Mogoče naš celo bolj, ne? Ja, ker smo že modri. Ker smo modri. In gremo s tokom. Tako. Malo priglupi. Ok, dobro. Hvala lepa, čau. Čau.